V okviru projekta Dovolj za vse, skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, smo v organizaciji Umanotera in društvo Fokus organizirali strokovno delavnico, ekskurzijo pravzaprav, v Kobarid in Bovec. Ogledali smo si dobre prakse skupnostnega upravljanja, in sicer mlekarno Planika in pa Loško zadrugo. In sicer najprej smo en avtobus udeležencev, namenjeno je to bilo predstavnikom občin, ministrstva za kmetijstvo in vseh ostalih akterjev, ki delujejo v lokalnih skupnosti, se pravi tudi nevladnih organizacij, civilnih iniciativ. Smo se odpeljali najprej na ekološko posestvo v Bovcu, kjer smo si ogledali, na kakšen način in kje sploh imajo krave, ki nam dajo mleko iz ekološke pridelave. Nato smo se odpeljali v Kobarid, kjer smo najprej strani direktorice mlekarne Planika slišali sploh celo zgodbo, na kakšen način se je vse to odvijalo. Namreč mlekarna Planika je v lasti zadruge, ki je še edina zadruga, ki je v 100% lasti kmetov. Potem druga zgodba, ki smo jo pa tudi spoznali, je pa Loška zadruga. In predvsem te dve zgodbi obe, kar smo radi poudarjali, je to, da zaključujeta zanke v lokalnem okolju. Se pravi, da uporabite tisto, kar je pridelano v lokalni skupnosti, kar je predelano, in potem se tudi to v lokalni skupnosti proda. Tako da vse, kar je finančnih, energetskih, snovnih tokov, vse v bistvu se zaokrožuje v lokalnem okolju, kar pomeni, da se dodana vrednost zgodi v lokalnem okolju, kakovost bivanja za lokalne prebivalce pa s tem veča. To pomeni, da gre to za neko obliko osveščanja in spodbujanja? Strokovno ekskurzijo smo organizirali z namenom, da pokažemo te dobre prakse, jih predstavimo in slišimo, kako jim je uspelo. Z namenom, da potem te elemente in take dobre prakse preslikamo tudi na druge konce Slovenije in te koristi ustvarjamo tudi drugod. Tako da v bistvu gre po eni strani za namen ozaveščanja, po drugi strani pa za namen tudi izobraževanja in v bistvu nekak prenos dobrih praks v druga okolja. Ker s tem gradimo koristi v bistvu za vse prebivalce naše države in multiplikativne učinke dodajamo na vsakem koraku.